Lepo pozdravljeni v Cankarjevem domu, največji kulturni ustanovi v Sloveniji. Moje ime je Simona Bračun-Rok in na kratko vas bom popeljala po dvoranah in predverih Slovenskega hrama kulture. Ste vedeli, da je Cankarjev dom edina slovenska kulturna in kongresna ustanova, ki lahko gosti različne kulturno-umetniške zvrsti, od klasične glasbe in drugih glasbenih oblik prek filma, gledališča in plesa, vizualnih umetnosti do kulturne vzgoje in humanistike. Prav vsakdo lahko najde kaj, kar ga navdušuje. A vrnimo se na začetek. Ideja o nastanku kulturno-kongresne ustanove, kot je Cankarjev dom, je zrasla leta 1975 na seji Republiškega odbora za obeležitev 100. obletnice rojstva Ivana Cankarja. Od tega leta dalje se nadaljujejo pogovori o gradnji kulturnega in kongresnega centra z veliko simfonično dvorano. Ljubljana namreč v tistem času še ni imela dvorane, ki bi bila primerna za simfonične koncerte. Cankarjev dom je bil zgrajen po zamislih in načrtih arhitekta Eda Ravnikarja, ki je zasnoval tudi celoten kompleks Trga Republike. Gradnja je potekala med leti 1977 in 1980. Celotna površina Cankarjevega doma meri 36.000 kvadratnih metrov. Cankarjev dom si lahko predstavljamo kot veliko ledeno goro. Kot je večji del ledene gore skrit pod gladino vode, je tudi večji del Cankarjevega doma pod površino zemlje in je navzven obiskovalcem skrit. Če bi z najnižje kleti Cankarjevega doma potegnili ravno črto do njegove najvišje točke, bi ta merila kot ljubljanski nebotičnik. Preden pa si ogledamo notranjost, morda še nekaj besed o spomeniku Ivanu Cankarju, ki se nahaja na Trgu Republike. Cankarjeva kocka, kot je pogosto pogovorno poimenovan kip, je delo kiparja Slavka Tihca. Svojo zasnovo urezanih brušenih lamel je Tihec leta 1979 zmagal na javnem natečaju za spomenik Ivanu Cankarju, slednjega pa so postavili 3 leta kasneje. Spomenik ima na vzhodni ploskvi vgraviran pisateljev podpis, na severni in južni pa je v obdelanih lamelah prepoznavna Cankarjeva podoba, na zahodni ploskvi pa je eden izmed njegovih citatov. Malo kdo ob vhodu opazi posmrtno masko Ivana Cankarja, ki se nahaja v predvežju balkona Galusove dvorane. Posebnost maske je, da se je vanjo ujela dlačica Cankarjevih brkov. Ko prihodnjič obiščete Cankarjev dom, le pozorno poglejte pod njegovi nosnici. Največja dvorana Cankarjevega doma z razgibanim avditorijem v parterju in na 2 balkonih sprejme od 1400 do 1500 obiskovalcev. Poimenovana je po slovenskem skladatelju Jakobu Petelinu Galusu, ki je ustvarjal v 16. stoletju. Prispeli smo na oder Galusove dvorane. Ta velja z odrom sestavljenim iz 3 med seboj neodvisno premičnih segmentov in s proscenjem, delom odra pred zaveso, še danes za eno izmed tehnično najpopolnejših prizorišč za različne dogodke, od koncertov simfonične in komorne glasbe do džezovske in druge glasbe, oper, baleta, sodobnega plesa do gledaliških in večmedijskih predstav. Akustika se v Galusovi dvorani lahko spreminja glede na zvrst glasbe s premikom lučnih mostov in akustičnih ogledal. Prav tako pa na akustiko vplivajo tudi podaljšani leseni nasloni sedežev na balkonu. Akustika dvorane je zares izjemna. Če bi nekdo na balkonu odpiral zavojček bombonov, bi se šumenje slišalo prav po celotni dvorani. Orgle v Galusovi dvorani so največje v Sloveniji. To nekaj 10-tonsko glasbilo so leta 1981 izdelali v berlinski delavnici Karla Schukeja. Imajo 4 manuale in pedalno klaviaturo, skoraj 8000 piščali pa je zbranih v 73 registrov z nemško, francosko, špansko in italijansko zvočnostjo. Najmanjša piščal v orglah meri nekaj milimetrov, največja pa prek 12 metrov. Preden vstopimo v drugo največjo dvorano v Cankarjevem domu, pa še nekaj besed o prvem predverju, v katerem se nahajamo. Je povezovalni prostor, v katerem se srečajo vhodi v skoraj vse dvorane Cankarjevega doma. Pogosto pa ga krasijo številne brezplačne razstave in postavitve. Druga največja dvorana Cankarjevega doma s 562 sedeži je Linhartova dvorana. Poimenovana je po dramatiku in osrednji osebnosti slovenskega razsvetljenstva Antonu Tomažu Linhartu. Prve prireditve v dvorani so bile že leta 1980, ko gradnja še ni bila zaključena, ena od prvih prireditev za širšo javnost pa je bil festival balkanskega filma.
Danes v Linhartovi dvorani najpogosteje gostujejo gledališke in plesne predstave ter kongresni dogodki. Prav tako omogoča predvajanje filmskih projekcij in je zato eno od osrednjih prizorišč ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala LIF. In že smo v najbolj posebni dvorani Cankarjevega doma, Štihovi dvorani. Imenuje se po kritiku, esejistu, gledališčniku in uredniku Bojanu Štihu, ki je definiral nekaj glavnih programskih zasnov, na katerih še danes temelji del kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma. Je zagotovo najbolj posebna dvorana, saj ima znamenito amfiteatrsko obliko in ustvarjalcem omogoča neposreden stik z občinstvom. Zaradi oblike je Štihova dvorana pogosto imenovana okrogla dvorana. Je prostor gledaliških in plesnih predstav, literarnih večerov, predavanj, političnih soočenj in javnih tribun. Dvorana sprejme 253 obiskovalcev in je tudi edina, v kateri sta lučni in tonski tehnik vsem obiskovalcem vidna v zadnji vrsti amfiteatra. Nahajamo se v veliki sprejemni dvorani, ki velja za eno najlepših prizorišč pri nas. Stene iz makedonskega marmorja krasijo tapiserije znanih jugoslovanskih umetnikov, stropa pa visijo veliki prepoznavni lestenci. V veliki sprejemni dvorani so največkrat različne razstave, srečanja in sprejemi. Steklena dvorana Lili Novi se imenuje po pesnici ter prevajalki Lili Novi. Ta dvorana je bila nedavno prenovljena in je ponovno dobila podobo, kot si jo je zamislil arhitekt Ravnikar. Z velikimi steklenimi površinami omogoča na eni strani pogled na Trg Republike, na drugi pa mogočno veliko sprejemno dvorano. Poleg galerije v Cankarjevem domu še mala galerija, kjer so na ogled predvsem fotografske razstave, sicer pa je celoten Cankarjev dom eno veliko razstavišče. Po prostornih preddverjih skozi celotno leto svoje dela predstavljajo številni ustvarjalci, od likovnih umetnikov, fotografov, oblikovalcev do literatov. Smo v najvišjem javno dostopnem delu Cankarjevega doma, klubu Cankarjevega doma. Panoramska okna iz 6. nadstropja nam ponujajo izjemen razgled na vse strani mesta. Klub je prostor za večerne koncerte, druženja, pogostitve, zabave in manjše gledališke predstave. Je izjemna pozicija nad mestom in je edinstvena v Ljubljani. Tako, naš kratek sprehod po Cankarjevem domu je pri koncu. Veliko zgodb in anekdot je nastalo v vseh 40 letih, odkar Cankarjev dom bogati naše kulturno življenje. Vsako leto se tu odvije več kot 2000 prireditev, obišče pa ga skoraj 500 000 obiskovalcev. Ste med njimi tudi vi?